Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si. V današnji uri resnice z menoj sta Sebastian Jeretič in pa Miran Viletič, naša stalna komentatorja. Ja. Nadaljujemo pa s komentiranjem te povolilne aritmetike oziroma sestavljanjem vladne koalicije, nove vlade. Zdaj, tako kot bi rekel, ta teden, kljub 1. aprilu je bilo veliko se dogajalo, ne? Mislim, zelo napeto postaja, se mi zdi, ne? Ne, mislim, da je kar hitra dinamika. Ja, verjamem, da smo sicer še zelo daleč od nekega končnega razpleta, ne, smo pa tudi zelo daleč od tega začetka, ne, ki je izgledal, da bo tako počasi, postopoma Golobu nekako uspelo skuhati potencialne partnerje kot žabo v hladni vodi. Ampak se je prišlo do nekega preloma. Ja, ampak predno gremo na te stvari, bi pa sam še prosil za nek komentar, ki sicer sodi tudi v ta kontekst sestavljanja vlade. Nataša Pirc Musar, predsednica republike. Umešala se je, bom rekel, to zadevo, se mi zdi z dvemi izjavami. Eno je to, da da ji gre blazno na živce, to, da se nekdo ukvarja s tem, ali so bile glasovi prav pošteti ali ne. Se pa spustila se na polje neke državne volilne komisije, kar mislim, da ni njena pristojnost. Ne? In druga stvar, da ne želi, druga izjava, da ne želi, da bi bil mandatar nekdo, ki misli, seveda Janeza Janšo, ki naj bi pripeljal neke tuje sile, ki so se umešale ki naj bi se umešale v volitve, oziroma predvolilno kampanjo, volitve. Zdaj, kako gledaš ti na te dve izjave? Kot pravnica sta obe izjavi katastrofalni, ne? Prva. Kot pravnica. In predsednica, seveda, ampak že po profilu pravnice. Jaz razumem, da bi bila kakršenkoli drugi profil, ki ne bi imel blage veze v teh zadevah, ne? Ampak ona je pravnica in to bila je med uglednimi pravniki v Sloveniji. Ne? Med temi takimi samouglednimi. Torej imela je nek renome, da rečemo, med pravniki. Ne? Prva stvar je torej obtoževanje nekoga, ne samo brez dokazov, ampak kjer je že jasno, da dokazov ni, ker če bi bili že zdavnaj predstavljeni tudi širši javnosti, zdaj vidimo, da je bila enostavno Sova zlorabljena in bi morala to zadevo izpostaviti. Ne? Še bolj katastrofalno pa je, da hoče ovirati uporabo pravnih sredstev. Zdaj, da se razumemo, imeli smo zdaj nedavno primer, kjer je Vrhovno sodišče res ugotovilo, da ne more vsaka kršitev zakona, ne, šteti oziroma se uporabiti za razveljavitev nekega izida. Ne? Ko so odločili recimo o referendumski kampanji, o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, so ugotovili, da je bilo nekaj napak. Recimo v zdravstvenih domovih so se delili letaki, kar je prepovedano po zakonu. Ne? Ampak to so kršitve, kjer je res vprašanje, ali so vplivali na rezultat ali ne. V tem primeru imamo pa zdaj nekaj drugega. Ne? Tam gre za kršitve strani državljanov, torej aktivnih državljanov. Lahko bi imeli tudi kršitve strani, recimo, ne vem, politične stranke, kot je kršitev volilnega molka in podobno. Ne? Ampak v tem konkretnem primeru imamo pa kršitev strani države. Ne? Torej, Državna volilna komisija se je odločila v popolnem nasprotju z zakonom. In to je popolnoma jasno, da celo prizna, da je v nasprotju z zakonom organizirala predčasno glasovanje na določenih voliščih. Ne? Skratka, eno je, če prihaja do nekih kršitev strani državljanov in drugih udeležencev na volitvah, ne? Popolnoma nesprejemljive pa so kršitve strani države, kjer gre za eklatantno kršitev volilne pravice tistih, ki niso imeli volišča za predčasno glasovanje na območju svojega volilnega okraja. Ne? To je pa drugačen tip kršitev. Da ne govorimo o pošiljanju glasovnic v tujino, kjer gre očitno, ne verjamem, da gre za napako, ker bi na podlagi vseh izkušenj skozi leta res lahko pravočasno to uredili. Ne? Skratka, gre za vrsto nekih resnih kršitev strani države, torej organizatorja volitev, ne pa strani drugih udeležencev, kjer bi se lahko mogoče interpretiralo, da so določene kršitve, ki pa ne vplivajo na končni rezultat, recimo. Ne? Skratka, njen problem je zdaj, njena teža teh besed je še toliko bolj problematična, ker na eni strani pravnica, ne, pa ve, ne, oziroma bi se mogla vedeti, kaj govori, na drugi strani je pa predsednica republike, ki se v te stvari, po mojem, sploh ne smela vmešavati. Ne? Ali pa, če že, ker je rekla, da ne bo tiho, ne, bi morala malo bolj premišljeno tukaj ravnati. Izvolim, ja. Je pa očitno hotela nekaj povedati v tej zvezi, hotela se oglasiti in nekaj povedati, ne?
Zanimiv je izbor, pri nej, kdaj se oglasi. Ne? Mislim, bolj butastih primerov zadnjih. Od tiste prve izjave, če se boste spomnili, ne, da je Črna Gora motor balkanskega vstopa v Evropsko unijo, tam imamo pa predsednika parlamenta četniškega vojvoda. Mislim, tle vidiš, da je v štartu že ženska na popolnoma zgrešeni funkciji. Ne? In je dejansko dobila to funkcijo samo zaradi ideološke pripadnosti in nič drugega. Ne? Ta ženska si res ne zasluži te funkcije. Zdaj, te dva primera, ki sta dali, ne? Se pravi, prvi je čestitka, ne? Jaz bi razumel, da imamo to je bilo še prej. Jaz bi razumel, da imamo mi dejansko tudi teoretično zaprto zgodbo volilnega rezultata, ampak mi nismo imeli teoretično zaprte. Se pravi, bilo je razlike 7-8 tisoč glasov, ob tem smo čakali še 15 tisoč. Ali pa 100 tisoč iz tujine, koliko je bilo poslanih. Ja. In bom rekel, pa tudi če je 15 tisoč, teoretično je še vedno možno, ne? In to je recimo res šarlatansko. Ne? Kar se tiče pa te druge zgodbe, ne? Ko je verjetno res to, kar si omenil, ne? Na Janšo letel, ne? Čeprav lahko bi pa tudi na Vojka Volka in Joška Kadivnika, jaz ne vem, ne? Samo ona dva nista kandidirala. Ne? Je pa tako. Še ne, ne? Ja, še ne. Predsednica verjetno dobiva poročila Sove. In verjetno ni dobila nič. Ker če bi karkoli dobila, potem jaz od predsednice pričakujem, da bi presekala ta gordijski vozel kot predsednica in rekla, imamo, ne vem, karkoli, trdne dokaze, da se je nekaj dogajalo. Ona je šla v izjavo brez dokazov. Se pravi, čista, bom rekel, ideološka, torej, ideološki igralec, ki je samo, ne glede na spore, zdaj 2-letne z Golobom, ne, takrat, ko pač pride do, bom rekel, do tega, da se lahko sistem ruši, ne, takrat pač morajo vsi skupaj stopati, je zaščitila neko, ali pa bom rekel, je zlorabila še ona neko zgodbo, pri kateri, če mene vprašate, bo prišlo do, se zna zgodi, da bo prišlo do hudega obrata, ker se vse bolj zapletajo. Tako da, ona je v bistvu dala izjave v slogu ali pa na nivoju Nike Kovač ona je dala izjavo na nivoju Nike Kovač, tako. Ampak zdaj, to, kar je načel, prej Sebastian, ne, da se pač, imeli smo neko zgodbo z Golobom, za katero smo že nekako mislili, pa so se nekateri mislili, da je že nekako zaključena, pa se je pa zgodil nek pobrat za 1. april, ne, recimo, konkretno. Na katero zgodbo misliš? Govorim sestavljanje koalicije. A ja, ne, ja, po tistem plesu nedeljskem, ne, ki so rajali, tako kot 22. Po tistem prvem sestanku, ne, mislim, malo je to bizarno, da se je to zgodilo ravno 1. april, ne, ki je pač Golob prvak teh političnih laži pa nas, no. Ampak takrat je pač Logar izstopil, ne, na nek način, ne, formuliral. Ampak hočete, to bi mislil, kaj se je po vašem mnenju vmes zgodilo? Mislim, smešno je bilo od nedelje naprej opazovati, vsaj mi trije, pa še neka ekipa, ki se ukvarja na dnevnem nivoju s politiko, je takoj po rezultatih vedela, da tle Golob nima razloga za ples. Ne? Prvič, to ni tudi približno bilo kot leta 2022 in drugo, tisti, ki ta karakter spremljamo vsaj 4 leta, ne, če ne del, ne, vemo, da ta človek ni organizacijsko sposoben take zgodbe sestaviti na nek zakonit način ali pa na nek moralen, politično moralen način, je pač ni sposoben. Ne. In so bolj v bistvu sebe in pa njega bildali s tistim plesom tam spet v tisti cvetličarni, ne. In bolj, ki so dnevi potem minevali, bolj je očitno Robert Golob spoznaval, da je pa hudič vzel šalo. Ne? In če si ga videl, bom rekel, mislim, da ravno na ta 1. april, ki ga omenjaš, človek, ki je dal izjavo sila bled. Ne? Jaz sem to takoj opazil, da zdaj pa očitno pri njemu se to hitro vidi. Tako, da je zelo bled in potem so sledile tiste zgodbe Anžeta Logarja, da zdaj, dokler ne bo na mizi konkretno, se umika in pa tudi Stevanoviča, ki je celo rekel, ne, da kakor on razume, pogovorov ne bo več. Fizično se pa njemu to hitro vidi. Ja, zelo hitro, torej, da pokaže, kakšno je psihofizično stanje. Ja. Glej, jaz mislim tako, ne. Edina resnični stavek, ki ga je Golob izrekel, je, da so volivci svoje povedali. In res so. Njegova koalicija je dobila 40. Vsi, ki so bili proti njemu, so dobili 48. Skratka, zgubil je. Ne? Lahko v takem sistemu, kot ga imamo,
poskusi sestaviti večino zaradi tega, ker vsi tisti, ki so bili proti njemu, niso enoten blok. Ne, ampak, ko se je lotil tega z sladkimi besedami, naenkrat je iz unega sončnega kralja postal prijazen sonček, ki bi rad povezal vse skupaj, razen princa Teme, ki seveda ne sodi na svetlobo, ne, ampak prišel je s praznimi rokami. Ne, torej, on je prišel k dvema politikoma, ki želita dolgoročno graditi svojo pot, torej k Logarju in Stevanoviću s praznimi stavki, z prazno frazo o vladi narodne enotnosti, brez ene same točke programa. Na koncu je dejansko pod prisilo spisal verjetno tisti pamfletek, to je haiku o boju proti korupciji z okrepitvijo KPK in tako naprej. Skratka, ne samo, da je razočaral recimo Logarja na vsebini, še Stevanovića je razočaral na vsebinski ravni, pa je verjetno manj kot Logar celo pričakoval, kar se tega tiče. Ne? Tako da ta preobrat je, mislim, oziroma hitrost tega preobrata, da rečemo, je posledica Golobove popolne praznine. Ne? Če ne, bi se verjetno malček podaljševalo, lahko in je vprašanje, kako bi se uspela izviti iz tega, dajmo reči, iz te črne luknje, ki jo je skušal vzpostaviti s prikazom, da je zmagal na teh volitvah, ne? Čeprav je izgubil 150,000 glasov pa 13 poslancev. Ne? Skratka, hitrost tega preobrata je njegova krivda. Ampak ta fenomen teh njegovih dokumentov, ki jih daje ven, tisti program Ambiciozna Slovenija, na dveh straneh. Dve strani. Zdaj, tale boj proti korupciji, 3 strani. Tam pred leti sem ravno zanč zvedel, pa sem objavil, da je neko študijo za hidroelektrarne, dobil je za njo 75-70 evrov in napisal 7 strani. V čem je fenomen teh pamfletov kratkih? Ob zavedanju, da mu je vse odprto, ob zavedanju, da ima, bom rekel, torej tlakovano pot, ne, pa da vendarle, da ni občutka nekega korupcijskega dogodka ali pa delovanja, mora nekaj od sebe dati. Ne. In recimo, če damo na stran korupcijsko, pa se je recimo pri tistemu asu pravzaprav predtem ujel Suzani Kos, Arčon, so verjetno tisti večer sklamfali skupaj te dve strani, ki bi jih verjetno tamle v bufetu sosednjem naredili boljše. In skratka, človek brez identitete, brez obraza, brez sramu in brez programa. Oni dejansko niso imeli predvolilnega programa. Ne, niso ga imeli. Se je bilo jasno, da ga nimajo. Pa sej 2022 je bilo samo vprašanje, ali bojo šli z Levico, ki ima nek program, ali bojo šli z Novo Slovenijo, ki ima nek program. In so potem strici potegnili črto skrajne, bom rekel, levičarske vlade. Ne? Pa sta vidva pričakovala, recimo, da se bo zdaj minulo sredo Anže Logar umaknil iz pogajanj. Mogo se je, saj bil prisiljen, ne? Mislim, vsak, ki gradi... Glej, Sebastian je rekel, da gradi na dolgi rok. Mislim, če ti dobiš na mizo program AS na 2 straneh, ne? Kaj ti preostane, Bojan? Če resno misliš v politiki ostati nekaj časa, ustaneš in greš. To ni resno. In če se razumemo, najprej, Logar je pokazal širino že s tem, da se je šel pogovarjati s relativnemu zmagovalcu. Edinemu, ki zdaj sploh vabi tudi na sestanke. Ne? Ampak, tako kot si rekel, ko je tam zazevala praznina, ni imel drugega, kot da se umakne. Ne? To se pravi, zdaj, v bistvu mu je to malo tudi prav prišlo, kako? Mislim, ne vem, če je prišlo prav. Jaz mislim, da on resno verjame v politiko povezovanja. In to je dejansko hvalevredno, ker Slovenija to potrebuje. Sam danes ni ta moment. Te volitve niso bile ta moment. Ne, mi imamo najprej eno temeljno nalogo. Preden se začne govoriti o narodni enotnosti, je treba počistiti s kriminalom in korupcijo. Mi imamo en celoten politični blok, ki je samo fasada, za katero se dogaja kriminal in korupcija. Mi, namesto da bi postali druga Švica, smo postali druga Srbija. Jaz pričakujem zdaj kakšno pismo povratno podpore strani Vučića, da vrne uslugo, pa čestita za način vladanja tukaj. Ne? Mi smo imeli zdaj pred dnevi primer, ko je pod budnim očesom policije privat varnostna služba pretepla človeka, ki je branil svojo lastnino pred črno gradnjo. In potem pride na urgenco policija z plačilnim nalogom. Poslušajte, pa to je Vučić verjetno ponosen na svoje učence tukaj. Ne? Tako da, skratka, dokler se ta zadeva ne razčisti, se ne moramo pogovarjati o koalicijah čez neke
politične meje. Sem ta stavek. Če govorimo mi o narodni enotnosti, Sebastian je dal lepo izhodišče, mi rabimo koalicijo narodne enotnosti, ki bo prvo razčistila s korupcijo in s kriminalom, ampak ne čisto čistila, ker to je verjetno nemogoče, ampak ga vsaj spravlja na nek minimum. Ampak v taki enačbi Gibanje Svoboda ni. Ker Gibanje Svoboda je 4 leta omogočil, 4 leta ponavljam, da to ni koalicija 3 strank, to je koalicija Zorana Jankovića, Roberta Goloba in Luke Mesca. In težko boš ti narodno enotnost delal na način, kot si je on predstavljal, ne? Aha, moj trojček ustane, Logar pa Stevanović me bosta pa podprla tako, kakor pravijo, za badava. Ne? Tako da, a veš, mi enostavno res rabimo koalicijo narodne enotnosti proti k temu kriminalu in korupciji. Ampak ni sploh ta teza o tem, da zdaj prehajamo v neko blazno krizo, ki se je Golob zdaj spomnil to teden dni potem, ko je bilo pred volitvami, ki pa je skozi kazal tiste podatke o tem, kako gremo gore, pa nobenega problema ni bilo tako to. In zdaj, ampak vse smo v istem stanju, kot smo bili recimo pred enim mesecem približno. Tudi takrat je bil že napad začetku marca je bil napad ZDA na Iran. Pa tudi vidim v Evropi, se Evropa verjetno deli, mi delimo neko situacijo z Evropo, pa razmerje. Evropi ni dobenih nekih zahtev po vladah narodne enotnosti in podobno. Sej ne rabiš na ta primerjati, se greš lahko na še bolj dokazljiv primer laganja. Greš na dolgotrajno oskrbo, kjer je v petek bilo še vse v redu, kjer je še Biserka Meden iz Srebrne niti praktično hvalila Maljevca in Goloba, kako sta to fantastično speljala, v ponedeljek, torek pa Srebrna nit napiše kritičen članek oziroma da kritično izjavo potem. Oni so dobesedno skrivali do nedelje realno stanje v državi. S pomočjo medijev, ne? Ja, seveda, mediji so koalicijski partner, Bojan, da smo si na jasnem. In še vedno nadaljujejo s tem svojim delovanjem. To se ta vlada narodne enotnosti, to je bil samo izum za to, da dobi neki piarovski preobrat, za to, da zadrži on v bistvu svoj levi trojček. To je 46. glas, iskanje 46. glasu. Nič drugega. Tako da, kakorkoli se bo imenoval, karkoli, samo da on dobiš 46. glas. Jaz mislim, da je bistven stavek ta teden povedal Jernej Vrtovec, ko je rekel, rabimo popoln obrat politike. To je protikrizna politika. Popolnoma nasprotno od vsega, kar je Robert Golob počel 4 leta. In tu v tej enačbi ne more biti njega. Torej, ni mesta za njega in njegove. Tudi prvi dan po volitvah se je začelo govoriti, da so pripravljeni na vse. Tako bi vrgel on Levico čez rame, drugi bi pa njega vrgli čez rame. Tako se je začelo govoriti, da bo Boštjančič, bo kdo drug, če je on moteč, recimo. Ampak se ni moteč samo on, moteč je celoten blok. Tam Svoboda je gnila skozi celotno telo, do terenskega kriminala in korupcije, ki je posledica delovanja take oblasti. In tu volivci so bili res jasni. 48 proti 40 so bili jasni, ne glede na vso manipulacijo, propagando, zlorabo vseh institucij, ki so jih imeli oblastniki na voljo. Ampak to razliko, da ni razlike med Golobom in Svobodo, to je zdaj v bistvu Vrtovec prvič povedal. Pa je bila teza, da če se Golob umakne, bi vlado mogoče lažje sestavili. Ampak zdaj Vrtovec je eksplicitno povedal. To je veljalo zaradi izjav Logarja pa Stevanovića, da ne bosta omogočila recimo Golobove vlade. Se greš gledati sestavo poslancev, vse je praktično enaka 22. Tamara Vonta je še vedno noter, Lena Grgurevič je še vedno noter in tako naprej in tako naprej. Tako da Vrtovec je tle korektno opozarjal na Svobodo, ne samo na Goloba. Lahko smo si mi, tudi jaz sem, bom rekel, si malo domišljal, da mogoče, če se pa Golob umakne, da je pa možno sodelovanje s to Svobodo. Ampak polke vidiš ta imena, vidiš, da je in ozadja. Pa tudi je nenavadno, da v nekem momentu, ko Golob snubi Novo Slovenijo, pravi, da bo poslal vabilo znova Jerneja Vrtovca in tako dalje, se Lena Grgurevič, poslanka, ena od najbolj glasnih poslank, spravi na neke ideološke obračune z Vrtovcem. In vsi njihovi Twitter profili iz kleti svobodnjakov, isto počnejo. En dan začnejo spet vabiti klerotalibane do včeraj, potem, ko jih zavrne, je spet kritika na njih. Logar, ki je veljal za Janšov satelit, je naenkrat dobrodošel.
Skratka, Moleduje se. poskusili bodo vse. Jaz mislim celo tako, mislim, da je Rok Čakš zelo dobro izpostavil, da je tudi ta zgodba o vladi narodne enotnosti dejansko tudi trasiranje neke, bom rekel, poraza, ki se ga mogoče Golob celo zaveda, in da bo pol čez teden, 2, 3, ko bo dokončno pokopana ta ideja, lahko kritizira vse druge, ker nočejo za domovino priti v njegovo vlado. Skratka, je to samo neko PR-ovsko postavljanje okvirja. Za predčasne volitve bi bilo to dobro izhodišče za njega, ne? Seveda, ker on mora pripraviti teren na poraz. Poraz, ki ga je v nedeljo doživel, je uspel prikazati kot zmago, ker je bil relativni zmagovalec, ampak poraz pri sestavljanju večine pa mora nekako prodati svoji javnosti kot izdajo Slovenije, in naenkrat se bo torej vele izdaja razširila na celoten blok 48 glasov, ki je proti njemu. Mislim, a veš, malo v šali, malo zares, če bi on sprejel vse torej ta osnovna izhodišča, se pravi demokratov, da se ustanovi skok in podobno, in izkoreninjenje korupcije in podobno, pol mu ne prostane drugega, kot da se umakne res, ker mislim, da zaenkrat on ščiti, bom rekel, ta omrežja vzad, in ta omrežja sigurno ne bojo pristajala na to, da zgubijo vpliv nad policijo, nad represivnimi organi, nad pravosodnimi organi in podobno. Pol je zanga boljš, da gre. Kaj, če jim oblast, ne? Ja. Jaz si mislim, da ona ta skok do beden primer ne more pristati, ne? A veš, ker tle mu lahko Logar naredi nek skok, skok gol pripelje tam tisto tožilko, ne vem, Mateo Gončinovo, kaj bo naredil Peter Janković in podobni. 30-letno delo Zorana Jankovića po pravosodnem sistemu je izničeno čez noč. Te govorice, zdaj, ki si omenil Jankovića, zdaj dejansko tu se strani levega bloka zdaj vodi, ker ti praviš, da pač Golob pripravlja ta levi blok na to, da jim bo pojasnil, da pač ne more vlade sestaviti. Ali pa to je vsaj plan B, če mu ne uspe. Plan B, kdo zdaj to? A to dejansko vodi zdaj Golob, ker govori se, da tudi Janković te stvari pelje. Mislim, da si ti kdaj v 4 letih, kdo bo občutek, da je Golob samostojen? Karkoli. Operativno tudi sposoben speljati. No, potem pomeni, da so tudi drugi vrgli puško v koruzo. Kako? Mislim, da se še trudijo, da se pa zavedajo iz dneva v dan bolj, da se to ne more skupaj sestaviti. Sploh tisti, ker jaz mislim, da je ta stari levici je ostala samo levica Luka Mesca. Ti Kučan in tile, ja. Tako. In Golobič in podmladek Kučanov, recimo. Njim je ostala levica kot edina res ideološko zanesljiva stranka. In zaradi tega so prvi komentarji po volitvah takoj, če pogledate, se pojavili, da on se pa ne more odpovedati levici. Levica je padla za svobodo. Levica je tista, ki je dajala barvo sploh koaliciji v preteklem mandatu. Skratka, oni pričakujejo, da bo zdaj koalicija, ki je bila poražena zaradi politike, ki jo je vodila, enostavno pridobila dve stranki, ki sta bili kritični do vse te politike in seveda pristala na nadaljevanje takšne politike. Ker kaj bi naredila Logar pa Stevanović? Če bo ta trojček nadaljeval z ideologijo levice, bi enostavno se morala podrediti temu, mogoče bi dobila kak vrtiček ali dva, in jasno je, da je to za dva politika, ki sta prišla v parlament z dolgoročnimi nameni nesprejemljivo. Pa se to jim verjetno mora biti jasno, oziroma jim je jasno. Na oni strani vprašanje, če jim je jasno. Golobovim vprašanje, če jim je jasno. A veš, kaj je njemu jasno in kaj ni? Jaz mislim, da pri teh ljudeh je ta glava v oblakih že, bom rekel, od tistega junija 22. In oni tle niso nič spremenili svojega pogleda. Oni so samo novo sestavljanko naredili. Se pravi, tako kot je Sebastian omenil, trojček ostane, levica daje ton in barvo, rabimo 11 glasov Anžeta Logarja in Stevanovića, zunanja politika nas ne zanima, jo bo dobil Anže, Stevanović pa ne vem, kaj bo dobil. Skratka, oni niso tega miselnega preskoka naredili v svoji glavi, da so izgubili volitve. Ne govorim zdaj v tem zaledju, kaj je Sebastian ga omenil, Kučanovo zaledje, oni dobro vejo, da so izgubili volitve. Tudi to kaže, recimo, tudi izjava Luke Mesca. Tudi Pavle Gantar, recimo, ki je bil včeraj predvčerajšnjem na N1, jasno kaže, da kaj predvsem ta linija Gregorja Golobiča razmišlja. Tako da, če mene vprašaš, pozabimo na besede Gregorja Golobiča, bom rekel v tisti tarči zanč in čestitkah Golobu in podobno. To je pač za javnost, ampak načeloma jaz mislim, da samo še dvojec Golob Janković in pa vsa ta
zakulisna omrežja, ki so omrežja Zorana Jankovića, govorim predvsem o tej vlogi tega srbskega sveta, verjamejo v to, da niso izgubili volitev. Misliš tole izjavo Luke Mesca, da se zdaj pač sestavlja Jankovićeva Janševa Da se vlada? boji, kako? da se bo sestavila Janševa vlada. Ja. Pričemer je treba nekaj vedeti. Ne. Tudi če Golobu vse pade v vodo in verjetno mu bo, ker bo res ne vidim načina, da kvalitetno sestavi teh 46 glasov, to še ne pomeni, da bomo imeli res Janševo vlado. Drži, ja. Janša še vedno drži na poziciji, Na kakšen da v tej način- konstelaciji enostavno ni smiselno sestaviti vlado, ker ne more biti trdna vlada za popoln preobrat. Ne, to je problem. Ker išče se zanesljivo za popoln preobrat. Zdaj pa, pri demokratih je treba še nekaj vedeti, ne? Tako kot smo pred volitvami govorili. Tisti, ki glasujejo za demokrate, ne vejo, kaj bodo dobili. To je neznanka in dejansko smo dobili neznanko. Mi imamo 6 ljudi, o katerih se ne ve kaj dosti. Zdaj vsi pridobivamo lahko kakšne informacije iz terena, od drugot, ne, ampak še vedno ni popolnoma jasno, kako bo ta šesterica nadaljevala pot. Ne. Enako velja sicer za resnico, ampak tam mislim, da je kljub vsemu Stevanović tako lepo zapeljal nadaljevanje, ne, da on je praktično zdaj v permanentni kampanji. Ne. On bo imel javne tribune v kmetijstvu, on je pripravljen na vse. Ali je konstruktivna opozicija, ali so predčasne volitve, tako da je v pogonu in mislim, da je za dolgo časa postal stalnica slovenskega parlamentarnega prostora. Ne. Pri Logarju je pa še malo dileme. Ne. On, če naredi en kiks zdaj, ne, recimo, da se podredi in gre v neko Golobovo vlado, ne, to pol konec. Vprašanje tudi, ali bo vseh 6 poslancev sprejelo kakšno takšno odločitev ob zavedanju, da je še vedno tam Levica in ob zavedanju, da zeva ena programska luknja pri Golobu. Ne. Skratka, tudi ob predpostavki, da Golob ne sestavi vlado, to ne pomeni avtomatično, da zdaj bo šla pa večina na drugo stran, ker mislim, da bo težko prepričati Janšo, da kljub vsemu sestavi zdaj neko vlado. Verjamem, da je trenutno večja želja po ponovitvi volitev jeseni, seveda pod malo drugačnimi pogoji. Ne? Razčistila bi se zloraba Sove v tej zadevi, razčistilo bi se, da tuje službe dejansko imajo v primežu Roberta Goloba in njegove ministre, zaradi česar so se umaknili od tožbe proti Izraelu, pa razčistilo bi se, da je dolgotrajna oskrba popolna polomija, da je javna blagajna popolnoma prazna in tako naprej. Skratka, septembra bi rezultat bil lahko precej bolj drugačen od tega, ki smo ga dobili pred 2 tedni. Načeloma naj bi se bile čas volitve takrat oktober oziroma novembra, ko so lokalne. Vprašanje je, roki ne omogočajo tako velikega razpona. Vprašanje, ali bi se lahko dali na isti datum. To sem hotel povedati. Leva omrežja, ne, ali pa omrežja te transakcijske politike, razen, bom rekel, Zorana Jankovića, so tle dosti v bolj ugodnem položaju, ker oni se zavedajo, da imajo v zadju še vedno te varovalke, KPK, Ustavno sodišče in podobno. To ni Golobovo, to je, bom rekel, v lasti omrežja. Ne? In pravzaprav njih ne bi toliko prizadela Janševa oblast pod temi številkami, kot so zdaj, kot bi to Goloba prizadela, ker Janševa oblast, jaz se upam trditi, bi momentalno ali pa v roku parih mesecev prinesla, zasigurno bi prinesla razpad Gibanja Svoboda. Ne? Ker to je stranka sestavljena iz vseh vetrov, narejena za vlado, torej za vladajočo oblast, ne pa za opozicijo. In to je recimo nekaj, kar bi se po moji oceni zanesljivo zgodilo. Omrežja bi pa prek teh svojih inštitucij, ki sem jih omenil, na katere imajo vpliv, saj se ne rabimo lagati, lahko vršile, bom rekel, lahko vršile nadzor za svoje interese, kar se tiče vlade Janeza Janše s 50 glasovi. In zato je ta širina, ki jo Janša išče. Verjetno bi, ampak prišlo bi tudi verjetno do sformiranja slovenskega državnega holdinga, ne? To absolutno, ampak pri zakonodaji je tako, da oni lahko zavlačujejo konec koncev z referendumi, z ustavnim sodiščem, z karkoli, razumeš, ne? Direkten poraz, torej Janševa vlada bi bila izključno, ali pa bom rekel, direkten poraz
Roberta Goloba in nekoliko, bom rekel, Zorana Jankovića, ki se še vedno lahko zateče, bom rekel, nazaj k Milanu Kučanu. Ne. Ampak zdaj to, kar je ostaja, ne, zdaj pač Golobu, ne, oziroma pač Jankoviću ali pa tem omrežjem, ali pa tej tranzicijski levici, je to ta fenomen teh kupovanja teh poslancev. Ne. Ja. Ampak tukaj zdaj ni dovolj samo en, koliko je bilo takrat v času, tu je zdaj načeloma kupiti najmanj 6. Ne. Kar je velik, ne? A je to možno? A je to možno? Vprašanje, koliko ljudi je tukaj na tržnici. A je to možno? Zdaj, možno. Vse je možno, še pravi, imamo 2 neznanki, ne? 6 pa 5. Jaz mislim, da še najbolj zanesljiva sta oba poslanca italijanske in madžarske skupnosti, zaradi tega, ker sta oba resna politika, dolgoročna in oba lahko računata, da tudi na ponovljenih volitvah še enkrat prideta Čeprav Sebastian se bo spomnil, da Novšek je takrat ni gradil samo na Pucku, ne? On je gradil na 2. Takrat so se manjšinci odločili, da ne bojo odločili vladi. Kaj to pomeni drugačen tip? Ja, bila sta oba, dajmo reči, kar lepo levo usmerjena. Tako da takrat sta torej leta 96 so bile volitve ukradene. Zmagala je koalicija Slovenije 45-43, prva zloraba je bila že ta, da je Kučan podelil mandat Drnovšku, ne pa Podobniku, ki je bil recimo lider večje koalicije. Potem bi manjšinci lahko ali pa ne odigrali svojo vlogo. Ne? In takrat je bilo res treba dokupiti samo še Pucka, recimo. Ne? Tokrat je, dajmo reči, zaprit do 6 nakupov, mislim, seglih, da ne gre. No, jaz mislim, da tudi tako pri Logorju, kot pri Resnici je dovolj politikov, ki jih bosta oba liderja znala kljub vsemu držati, kolikor se da skupaj. Tudi če govorimo, da gre za tajne volitve. Tudi če govorimo, da gre za tajne volitve, je tukaj še vedno en instrument. Če se stranka odloči, da ne bo podprla nekoga, enostavno ne dvigne glasovnic. To se je že večkrat naredilo, ker je to najbolj čista slika. Pričemer, še nekaj, recimo v prvem krogu, bo spet najprej morala predsednica požreti svojo besedo. Ona je rekla, da mandata ne bo podelila, če nekdo ne pride z 46 podpisi. Zdaj pa, če se torej vrhova, če se obe stranki odločita, da v tako koalicijo, kot jo trenutno želi oblikovati Golob, govoriš o Logarju in Stevanoviću. To je edino, kar je na voljo trenutno. Torej, v tem trenutku govorimo samo o tem, ali bi Logar in Stevanović podprla Goloba. Nič drugega ni trenutno na mizi. 11 glasov je na mizi. Najprej se mora ta scenarij odigrati. Najprej v prvem krogu mora predsednica požreti svojo besedo, če ne pride do nekega dogovora. Lahko pride drug teden do preobrata in sestavi Golob fantastičen program, ki bo naredil neko čudo, da poveže skupaj Stevanovića in Mesca in dajmo se pustiti presenetiti, recimo. Imamo čez praznike in nekaj časa. Ne, dovolj, da poveže Mesca in Logarja. Že to je bilo dovolj, pa še vedno tudi to ni enostavna zadeva. Danes je Mladina že pisala, da če bi se kdo mogel vse skupaj, v boju proti korupciji, ne vem, če sta brala, bi se morali vse Logar in Mesec. Sem pa odpade Svoboda in odpade SD, pa še kdo zraven tlele, iz takih bojev proti korupciji. Skratka, lahko se zgodi nek preobrat, ampak če tega preobrata ne bo, bo predsednica, če bo držala besedo, prvi krog enostavno spustila. In šele v drugem krogu lahko pol poslanske skupine ali 10 poslancev predlaga mandatarja in takrat pride do tajnega glasovanja, ker pa bodo stranke lahko disciplino držale samo, če ne bodo sploh prevzeli glasovnic. Skratka, precej je orodij za blokado nakupov. A ni to neprevzemanje glasovnic včasih veljalo, da je to tako malo da je na meji, da je proti duhu, dajmo reči proti duhu ustave, ki določa tajno glasovanje ravno zaradi tega, da imajo poslanci svobodo pri svojem odločanju. Mislim pa, da je to živirati to prakticirati. To se je že zgodilo in mislim, da je to ključno orodje, ki ga stranke imajo na voljo tukaj. Tle treba biti pa tudi zelo pazljiv. Zdaj tle se vidi, kdo je politično strmačak in kdo je nek pretepenc, ki bi rad samo ujel neko zgodbo minimalno. Z garancijo, z obljubo 46 glasov na tajno glasovanje je, bom rekel, znak amaterizma.
Razen tega primera, pa se tudi ne spomnim pri Drnovšku, kako je pol bilo. V drugem krogu je enega svojega odigral, da niso vlada potrdili. Ampak hočem ti reči, zadnja leta so se, ali pa zadnje mandate so se vedno, bom rekel, premijer iz nekako 48, 49, 50, 51 recimo glasov, oziroma mandatarji izvolili. Ne? Da greš pa ti na volitve 46 na tajno glasovanje, Milan Janković je rekel, da jih ima 46, ne? Njemu so 48 obljubljali. Pa je dobil 42. Ampak sej to ti govorim. Ne? In zdaj ta isti Janković, ne, Golobu, ne, predlaga 46 glas verjetno kupovati, ne vem, kaj mu predlaga. Ne? Mislim, to je res politični amaterizem. Ne? In to je tisto, kar jaz pravim. To bi tudi za predčasne volitve slabo vplivalo. Ne? To je večji poraz potem. Ali bo tudi Golob sploh hotel iti v to. Zgubiti za medijsko zgodbo, da ima 46 glas, pa potem zgubiti tako glasovanje, jaz mislim, da ti lahko potem res samo še tisto najbolj verni verjamejo, da boš lahko postal. Ne vem, vse obtoži vele izdaje potem, ne? Možno, kako. To je opcija, vprašanje, kdo bo to vse poslušal. Ne? Dobro, to je njihov način, ja. To je njihov način, da bi se lahko poslužili tega. Zdaj se omenja se pa teh imen, no? Zdaj pač vsi govorimo o tem Franciju Križanu, ne? Iz poslanske skupine Demokrata, ampak vedno neko ime, ne, pride ven, o kateri se potem začnemo pogovarjati. Dobro, sej, zanč je bilo, recimo zanč je Možina potegnil ime, bom rekel, tegale, kaj je že... Za ocvirka, pa se je skazalo, da ni res. Ja, se je skazalo, ampak jaz sem v bistvu samo... Ne, jaz sem samo vprašanje Tini Bregant zastavil in je bil pogrom praktično. Marjan Podobnik me je skoraj da vele izdaje obtožil. Ne. Skratka, gre se samo za to, da sem želel razčistiti te besede Možine. Ne. Nisem pa vedel, ne, da je že demantiral. Sam se veš, kako je to, kje je dim, je tudi malo ognja. Bom rekel, Marjan Podobnik je pravzaprav znan trgovc, ne, kar se tega tiče. Ne, mislim pa, da je tlele na pravi liniji že tudi skozi leta državno. Da je za preobrat, ker Slovenija potrebuje popoln preobrat politike. Ne. In zdaj, če pogledaš, ne, kaj ti ustane, neznanka je Stevanović, za katerega jaz mislim, da na nek tist mačo men res drži svoje soborce v istem miselnem vzorcu. Ne? In potem je to smo pa tudi že opozarjali, pa ta ranljivi Anže Logar, ne? Ker je govoril mal, torej, da bo on povezovalni most in verjetno so tudi te izvoljeni poslanci povezovalni most. Ne? Predvidevam, da je tako. Ne? In tle pa verjetno, da je omenil si najstarejšega poslanca Križana, ne? Ko sem jaz omenil pred volitvami možnosti, ne, da je Anže Logar nekako v španovi z Otmarjem Zornom, ne, sem bil deležen, verjemi, ne vem, kakšnih klicev, ne, in pa SMS-ov. Ne. Ampak danes se kaže, da je ta gospod Križan še kako, bom rekel, v dobrih odnosih z Otmarjem Zornom. Ja, pa tudi verjetno, ne. Človek ne bi postal direktor pa loterije, pa vsega živega, v času, ko je gospod Kocijančič držal roko nad... Ja, tudi nekateri drugi si glastijo, Križan, ampak on je znan obraz, ne, scene. Dolga leta bil, ne? Dolga leta, ampak ne pa iz te, recimo tako, kar se tiče nacionalne politične scene, sta tukaj dva obraza, torej eno je Ostrec, ki je bil državni sekretar in zelo nezadovoljen z Golobovim načinom reševanja potem zdravstva, in Mojca Žnidarič, ki je bila pa poslanka stranke Modernega centra in je do konca zdržala recimo z Zdravkom Počivalškom takrat v tistem res težkem mandatu, ko so bili poslanci pod Rafalom. Ne? Ostali so pa precej manj znani, vsaj v političnem. No, gospod Križan je lahko v gospodarskem nekem prostoru, ne? Potem so tam še dva podžupana, pa ne vem, kdo je šesti tukaj. Ne? Skratka, precejšnje neznanke, ne pa ena podjetnica iz Gorenjske. No, ki je pa, moram ti reči, pozabil sem ime, pa fantastično svojo mini lokalno kampanjo odpeljala. Ne? Ona je pa res, bom rekel, tako, zaslužila si. Čeprav tako na prvo žogo bi rekel, da tudi Križana moje zelo pozna tudi Zdravko Počivalšek. Verjetno iz lokalnega okolja se zagotovo dobro poznajo. Ja, zagotovo, ja. Skratka, vajna ocena je, da je 6 poslancev pravzaprav ali poslank težko kupiti. Ne, zelo težko v tej konstelaciji. Če se ne zmeni, oziroma celo drugače, ne, tako kot je rekel Miran, ne, lahko se celo dogovori on, recimo z Logarjem, ne, da pristane na
na koalicijo, ne, pa da požre tudi to, da bo na koncu Levica, ker mislim sicer, da ni variante tudi zaradi dogajanja zadnje dni in povezovanja tega sredinskega trojčka, ne, ampak tudi, če bi se on dogovoril, je vprašanje, ali bo po vseh 6 poslancev glasovalo za Roberta Goloba. V končni fazi demokrati so šli v kampanjo kot tako kot vsi ostali, kot oster kritik Roberta Goloba in njegove politike. In tudi te poslanci, ki so prišli noter, ne morejo zdaj čez noč se spreobrniti in omogočiti Golobu nadaljevanje oblasti v podobnem stilu, kot smo jo gledali zadnja 4 leta. Ne. Je pa zdaj Stefanovič, sem videl zdaj na televiziji, mislim na Pop TV-ju, ali v Odmevih, vrgel še eno bombo ven, to pa bombico, da ga očitno, tako je pač nekako skušal nam dopovedati, da ga očitno pač zasleduje tudi Sova, ki naj bi potem pač njegovo gibanje izdajala nekaterim novinarjem, ki mu potem pač iz teh lokacij pošiljajo vprašanja, novinarska, dan s kom se dobil, zakaj se dobil in podobno. Pa je Stefanovič o tem ni govoril. Jaz se tle bojim, ne želim si verjeti, ampak se pa bojim, da ima Stefanovič tle prav. Ker to je že druga stvar, v katero je domnevno vmešana Sova. Sova je v tem mandatu pravzaprav tako stopila v javnost, vključno s tem zadnjim pismom, ki je zelo nenavadno, ali pa uradnim zaznamkom, ki je zelo nenavaden za obveščevalni sektor. Se mi nenavadno, da obveščevalni sektor te stvari daje ven. Ja, ampak tudi nenavadno, kako je to spisan, kaj je prikrito in podobno. Da ne bi tako čez ramo vrgel te Stefanovičeve besede. Pa da mogoče citiram, mislim, da je gospod Kacin zelo lepo izpostavil, ne smemo delati krivice Sovi. Bravo, in ljudem, ki so uradno, patriotsko zaposleni v tej službi. Tle gre za posameznike, ki zlorabljajo svoj položaj. In mi imamo vrsto ljudi, od kriminalistov do obveščevalcev, ki imajo zjutraj uradno službo za državo, popoldne pa imajo privaten biznis. Tako da je čisto možno, da gre za zlorabo določenih ljudi, ki bi morali delati za državo, pa delajo za recimo eno oblast. Ampak tak en posameznik odmeva pa po celi organizaciji. Jaz sem zdaj pač upravil neki pogovor z mojimi viri iz Sove in govorijo točno to, kar ti praviš, da Sovo kot inštitucijo načeloma je težko ali pa ne mogoče zlorabiti posameznike znotraj Sove, ki izkoriščajo to, kar pač vedo o Sovi, informacije, pozicije in podobno. To pa je seveda možno. In znanje, znanje tehnike in vse, kar imajo na voljo. To se pa ne hoče reči, da tukaj očitno ne gre potem samo za neko kupovanje, podkupovanje, ampak gre tudi za neke vrste pritiske, izsiljevanje pa tako dalje. Lahko in so kakšni poslanci, ki so lahko bolj temu podvrženi. Videli smo recimo članke že, da eden od poslancev ravno Stefanoviča, ki so ga prikazali kot prevaranta, ki ima blokirane račune na podjetju. Skratka, tlele v naslednjih dnevih in tednih bo verjetno še precej takih zadev prihajalo. Naj vaju ne preseneti, ker cel mandat 4-letni je pravzaprav Golob delal po nekem Vučićevem receptu. Vodenje države po Vučićevem receptu, predvolilna kampanja po Vučićevem receptu. Skratka, vse gre v ta populizem na meji ali pa čez mejo zakona. In recimo o enem Jošku Kadivniku kot direktorju Sove, jaz se ne spomnim primera, kjer bi se recimo toliko o enem direktorju Sove govorili, kot se o Jošku Kadivniku v javnosti govori. In pa sumi na, bom rekel, da se vmešava v te dnevno-politične boje na strani Golobo. Mi smo, kaj smo imeli? V Sovo smo imeli enkrat samo, bom rekel, afero tistih črnih fondov okoli Drnovška, ki se je plačeval zdravilca, in je bil cel halo v državi. Ta primer je zame osebno 50krat hujši. Tako da že zaradi teh dogodkov, ki se odvijajo, bi bilo higienično, politično higienično, da se oblast zamenja in da pridemo tem zgodbam do dna. Ker, a veš, to zdaj ni več, kako boš ti narekovajih nadmudrijo političnega nasprotnika. Tle pa ti zdaj resne inštitucije državne, ki jim javnost najbolj verjetno zaupa. Če boste šli vi delati če boste šli delati priljubljenost, bo Sova na zelo visokem mestu. In ja, tako kot Sebastian pravi, ne smemo govoriti o celotni Sovi, ampak žal je tako, da samo en pokvarjen posameznik lahko umaže tako blato oziroma
vrže blato v celo organizacijo. In zato pravim, da bi treba čim prej te zadeve razčistiti, ampak tega ne more delati Robert Golob in Jožko Kadevnik, pa Vojko Volk. Žal je tako. Ne? Zdaj se prvič v bistvu dogaja, da direktor Sove sedi na nekih sestankih, ki so del nekih predvolilnih zgodb. Ja, ne? sej. Prej tega dejansko, kot praviš, tega nikoli ni bilo. ne. Tega ni bilo in tle, seveda ne smemo tudi pozabiti na, bom rekel, ta Vučićev recept lahko meče, torej je lahko širši, kot bom rekel, ne, sej, mi imamo še eno obveščevalni sektor, to vojaški, ne, ki ima, bom rekel, še lažje dostope do nekaterih stvari, ne, mimo javnosti ali pa ni toliko v žiži javnosti, bom rekel. Ne. Tako da, a veš, tle je cel aparat, ki se mi zdi, da je bil, ne vem, tako, ne bom rekel zlorabljen, ampak sila čudne stvari se dogajajo, ki bi lahko dale nam misliti, da je bil aparat zlorabljen. Zdaj, Luka Svetina na Planetu pravi, da je nalogo za šoping teh poslank dobil Damir Črnč. Ja, on rad šopingira. Ja, ki je pač na Slovenskem državnem holdingu. holdingu. Jaz tega podatka nimam, to je res, da Ja. včeraj, ker sem bil jaz tudi gost na Planetu, je Luka Svetina ta podatek dal v javnost. In, Zdaj, preden daš to v javnost, moš neki No, pač jaz mislim, da se na desetine ljudi s tem med ukvarja. za tem, ne? Ja. Mislim, hoče reči, ne možeš kar neki v no, javnost. ampak tega, samo en je Damir Črnčec. Ne? ja, Ne. samo on je bil menjen, ne, recimo. Ja. Ja. Ne, ampak tudi, bom rekel, po znanju. Ne? Jaz Govorice ga vidim tudi, kot... Mislim, govoric je cel kup, govoriš o tem, da so Čeferina probali angažirati, da pripelje koga v koalicijo, ampak jaz mislim, da tudi. enostavno... Kaj govoriš o odvetniški pisarni? Ali Ne, o prav UEFA? o Aleksandru Čeferinu, ampak Aleksandr- se pravim, to so govorice, ki zakaj se primejo, ker gre za odmevno ime in gre za možno zgodbo. Ne, človek bi lahko verjel, da bi se to zgodilo in potem se cel kup dezinformacij širi tudi zaradi tega, še enkrat, da se ustvari nek teren za morebiten poraz, ne, za prikaz tega poraza kot razširitev veleizdaje. Ne, skratka, kaj zdaj boste šli pa v koalicijo z veleizdajalcem. Ne. Vse je dejansko tudi Tanja Starič probala Vrtovca pa Logarja spraviti v ta kot, ne, kako pa ste pripravljeni lahko na pogovore z njim, če se je to zgodilo, pa je celo Logar povedal, ki je bil tam na sestanku, da tam ni videl enega samega dokaza. Se je dobil Vrtovec tam na sestanku. Seveda, ampak celo za Vrtovca bi lažje rekli, ja, to je zato, ker je v bloku z Janšo, ne? Ampak tudi Logar, ki ni v bloku z Janšo, je povedal, da tam ni bilo nobenega dokaza. Ne? Mislim, mene najbolj me je fasciniral takrat nastop ministra Sajovica, obrambnega ministra, ki je zvečer prišel do Odmeve in je rekel, da obstajajo neizpodbitni dokazi. Tako da ne bi sedeli na isti seji sveta. Ja. Prav zanimivo bi bilo videti, recimo, kaj so oni res na policijo dali kot ovadbo. Tam če je to kaj več od tistega, kar je ta portal objavil. Tako. Ja. Dobro, zdaj pa še ena stvar, ki si v bistvu ti že malo načel. Zdaj, običajno pač se govori ali pa se debatira o tem, da v bistvu kako, recimo, če bi ob nastanku desnosredinske vlade, ki seveda ni možno brez SDS oziroma Janše, kako bo zdaj Logar, ali pa kako sta Logar pa Stefanović naredila ta prelom, da bi recimo pač dala svoje glasove k Janši oziroma šla v vladno koalicijo oziroma neko konstruktivno opozicijo Stefanović. Ampak ti pa zdaj postavljaš drug problem. Ali je sploh Janša še vedno zainteresiran, da bi delal vlado? Ne? Ja, v tej konstelaciji res težavno. Levi mnenjski voditelji v tem nimajo dvoma. Oni celo pravijo, da dela zdaj, da kupuje on, da on mešetari v ozadju. V tem trenutku je dejansko najprej vprašanje legitimnosti teh volitev, ampak mislim, da bodo tukaj pokrili tudi vse te kršitve strani države pri izvedbi volitev ustrezna sodišča. Ampak kdaj se bo to zdaj na neki način zgodilo? To mora biti zelo hitro. To gre, mislim, da so 48-urni roki, te zadeve se zelo hitro razčistijo dokončno. Ampak osnovna dilema je naslednja. Slovenija potrebuje popoln preobrat politike in za popoln preobrat potrebuje zanesljivo vlado, ki bo zdržala cel mandat. In tukaj je še vedno dvom v Logarja kot potencialnega Viranta in je zanimivo, da je ravno originalni Virant mu celo odsvetoval vstop v levo vlado. Skratka, tukaj je še nekaj dilem, ali ne bi bilo kljub vsemu bolje ponoviti jeseni volitve, ob tem, da se v tem času razčisti določene zadeve. Zdaj govoriš za SDS-e, kako? Z vidika SDS-a. Ravno zaradi tega, ker je vprašanje, ali je zaupanje
da bi tudi ta konstelacija 48, ne, do konca mandata zdržala v eni resni reformatorski politiki, ker to je bistveno. Ne, ali se bo uspelo spremeniti to Slovenijo korenito, kar se tiče odnosa, ne samo do gospodarstva, odnosa do državnih monopolov, tudi odnosa do korupcije v pravosodju. Ne? Jaz mislim, da namesto skoka bi mi najprej potrebovali eno resno notranjo policijo, ki bi odkrivala kriminalce v vrstah policije, tožilstva in sodstva in potem, ko bi se tej sistemi počistili, bi že zunanje kriminalce lažje lovili. Ne? Tako da še enkrat, naslednja dilema bo, ali oblikovati neko desno vlado, ali bo dovolj zaupanja za desno vlado, ali je bolje iti Se bo ni samo vprašanje, ali bo ta Logar pa Stefanović se umaknila od Goloba, ampak ali se Janša, ali bo sploh Janša šel sestavljati. Tako, jaz mislim, da je tukaj še vedno ta dilema odprta. Ne? V tem trenutku mislim, da najpomembnejšo vlogo igra Jernej Vrtovec ravno s tem, da oblikuje vsebinski blok. Ne? To, kar način, na kakršnega se je on skupaj z Logarjem in Stevanovićem lotil zadeve, je način, ki bi ga pričakovali od Goloba, da bi torej Logarja in Stevanovića pridobil z vsebino, da bi se takoj začeli takšni sestanki, kot so jih imeli tej trije sedaj, ko že pripravljajo nek zakonski paket interventni in ta parlament lahko, ne glede na to, če se gre na predčasne volitve, opravi ogromno dela. Parlament lahko sprijema zakone v tem vmesnem času, ko imamo vlado Roberta Goloba lahko. No, zdaj je Golob si se obljubil, ne, koalicijsko pogodbo, ne? Ampak potom. Obljubil je potem, ko sta se dva umaknila, ker ni bilo nobenih papirov na mizi. Ampak kaj sem hotel reči? Vrtovca je Sebastian izpostavil. Vrtovec je mene pozitivno presenetil, neverjetno je pokazal torej, z dobrim rezultatom, 9 poslancev, je pokazal neko pripravljenost torej izskočiti in odigrati zelo bistveno vlogo pri sestavljanju te koalicije. Ne? Mislim, ne čaka recimo tako kot Hana kada ni, SD-ja kada ni. Ne? Zdaj je prišel včeraj na neko tiskovno konferenco, ker je povedal 2 stavka, da čaka na levo koalicijo in da z Janšo ne gre. Ne, čaka na levo koalicijo, verjame pa, da bo desna. Tako nekaj Ampak hočem ti reči, a vidiš, kakšna je razlika v delovanju recimo enega Vrtovca pa enega Hana. Se pravi, Vrtovc resnično se zaveda težav, ki to državo čakajo. Ne? Zaradi vseh razmer. Zaradi razmer v svetu in zaradi posledic te 4-letne vladavine Roberta Goloba. Han daje občutek samo, ne, da čaka na poziv in pa hkrati, da mu povejo, kjer ministrstvo je dub. No, in mimo glede, tudi Logar in Stevanović igrata zdaj zelo, torej v skladu s tem, da sta napovedovala. Torej delujeta res vsebinsko oba in sta odigrala izjemno korektno te prve poteze. Absolutno, predvsem pri Stevanoviću, moram reči, jaz se ne strinjam recimo z cel kup enih zadev okoli Zorana Stevanovića, predvsem teh zunanje političnih pogledov in podobno. Pa ne mislim, ki jih pa zdaj mi tudi več ne izpostavljamo. Ne mislim tle samo, da ga tako, ki ga zmerjajo, da je rusofil in podobno. Nasplošno bolj govorim. No. Ampak je se pokazal, očitno želi ustati v slovenskem političnem prostoru dlje kot samo en mandat. Kaj pa ta teza, no, da bi bilo možno, oziroma celo lažje, ne, eni pač razlagajo, da bi bilo celo možno in lažje sestaviti vlado, desno-sredinsko vlado, če Janša ne bi bil mandatar oziroma predsednik vlade. Samo 2 osebi imata demokratično legitimno sestavljati vlado. Golob in Janša. To sta edina 2, ki sta na volitvah dobila legitimnost za vodenje neke vlade. Vse ostalo je dejansko oligarhija. To pomeni, da neki centri moči v tej konstelaciji, kot je, izberejo nekoga tretjega tukaj. Ne. Tudi v parlamentu, torej normalno je, da največja stranka, da lider največje stranke koalicije, ki se je preizkusil na volitvah, vodi neko vlado. Ne. Vse te ideje tehnične vlade so oligarhija. Ne. In v tem trenutku imamo 2 potencialna predsednika vlade, ki sta se stehtala na teh volitvah. Tega se zavedajo tudi Vrtovec, tudi drugi se tega zavedajo.
ne, da je edina možnost sestaviti normalno demokratično To se vlado. pravi, ni tukaj več, ne gre tukaj več za kakšne, bom rekel, ambicije Logarja oziroma Vrtovca. Jaz mislim, da so te v tem trenutku ni videti takih ambicij, imajo jih številni zunanji, ki govorijo, da bi bilo to najbolje, najlažje, če se umakne kdo. Ampak gledajte, lider, ki je šel na volitve in se stehtal, isto je bilo 2008. Leta 2008 je cel kup centrov stare levice iz ozadja rekel, ok, Pahor ne gre zmagati, pol bomo dali pa enega drugega za predsednika vlade. Ne gre tako. Ne. Jaz mislim, da je Logar opustil to idejo. Opustil. Zdaj lahko, da ima, slišim, da ima še neke prišepetovalce, ki ga še vedno pumpajo v to smer, ne, da je on rešitev za to državo, ampak jaz mislim, da 6 poslanci, če bi bila to rezultat okoli 15, kot smo eni celo napovedovali svoj določen čas, ne, potem se bi on pojavil lahko kot rešitelj, ampak 6 poslancih pa mislim, da je more realno se. Pa ne samo to, jaz mislim, da je glavno napako naredil v nedeljo zvečer, na volilno nedeljo, ko je dejansko prišel z obrazom poraženca, namesto da bi svoj rezultat prikazal kot velik uspeh. V najbolj divji polarizaciji, kar smo jih kadarkoli imeli, je uspel zasejati seme ideje politične širine za prihodnost. Ne? Skratka, če bi se drugače tisto nedeljo prikazal, bi imel tudi precej drugačno moč v vseh pogovorih. Ne? In bi šlo tudi mimo tega, da je za 30 glasov ga Osterc recimo premagal, bi rekel, gledajte, mi smo resna politična stranka, kdo sedi v parlamentu, kdo ne, to je ekipni podvig to, kar počnemo. Ne? Skratka, jaz razumem, da je bilo resno razočaranje, ker je do nedelje ob 7 še vedno očitno verjel, da bo to precej boljši rezultat, ne, ampak v tistih nekaj urah od prvih usporednih volitev bi se lahko pripravil, da bi prva izjava bila strateško boljša, ker bi mu pol omogočilo drugačno delovanje te tedne. No. Sebastian, on v bistvu, mislim, a veš, jaz ka gledam, ne, tako po dejanjih, ne, on je eden od zmagovalcev volitev, po moji oceni. On se je od neke velike stranke odtrgal. Stranke, za katero pravzaprav vidva... Iz katere nihče drug ni preživel. Tako je. Ja. Je on prišel in osvojil 6%. Ja. In to dejansko s političnim konceptom prihodnosti. Zavedati se bo pa mogel, ne, da kritika njegovih suflerjev ni povezana s kritiko stranke, ki jo je ustanovil. Ne? Ampak da je to mogoče dobrohoten nasvet, da naj razmišlja o tem, kakšne so ambicije njegovih suflerjev, pa kako on želi stranko graditi. Ne? In jaz mislim, to, kar je Sebastian povedal, on je dejansko bi lahko prišel na tisto prvo izjavo veliko bolj pozitiven, ker je dosegel nekaj, kar mnogim ni predtem uspelo. Se dolgo časa sploh izjave ni dal, ne? Ja, ampak hočem ti reči, lahko da je bil osebno razočaran zaradi tega, ker ni prišel not. To dopušča možnost. Ampak jaz mislim, da je to ena od prvih, torej da je zdaj to eden od prvih njegovih testov, ne, da bo lahko pretehtal, kaj je tisti njegov prvi prstan. In kdo v tistem prvem prstanu, ne, je realen in dela za stranko in kdo dela izključno za interese sebe. Mimogrede, nekaterih njegovih suflerjev tudi ni bilo v volilni štab, ne? Ne vem, nisem videl. Pa bi jih pričakoval in če bi verjetno dobil kakšni 12 ali 15 mandatov, bi se tam zagotovo pojavljal. A ne, tisti bi bilo pa pol, bi bil pa tisti lokal polhan, ne, se videl Sebastianom poznava tisti lokal, ki se včasih na kavi dobivala, ampak ja, imaš prav, absolutno. Dobro, zdaj imam samo še 2 vprašanji. Eno je, koliko bo po vajnem mnenju zdaj izvolitev novega predsednika državnega zbora, če bo do njega prišlo, ne, že pokazalo novo koalicijo, to je ena stvar, in druga stvar, kdaj bo po vajnem mnenju, recimo, Golob priznal poraz pri sestavi koalicije. Da prvo mislim, da ne nujno, mislim, da prvo bo čisti kompromis zaradi delovne narave. Ja. Tukaj je ali opcija, da se ohrani najstarejšega, ker bo že vodil po protokolu. Drugače mislim pa, da je tudi izbira Janeza Ciglerja Kralja ena elegantna rešitev, zaradi tega, ker gre za nekoga, ki si ga želita obe strani, ne rečem. No? Nekako tako, da mislim, da bi in sredinski trojček in s podporo z desne,
pa verjetno tudi kaj z leve, lahko dobil kar široko podporo, predvsem zato, ker gre za izjemno korektnega človeka, za katerega vejo, da bi tehnično ta prehodno obdobje dobro peljal. No? Tako da mislim, da glede tega ni nujno. Ki si se ni imel najbolj briljantni volilni zid na predsedniški kampanji. Predsedniške, ampak je pa imel, dajmo reči, bil dober minister, dober poslanec in je cenjen predvsem kot korektna. Vodja poslanske skupine tudi. Je cenjen predvsem kot korektna oseba. No? Mislim, da bi bil elegantna izbira za prehodno obdobje, če se ne bi odločili za da obdržijo najstarejšega. No? Obe izbiri pa sta takšni, da bi bili delovne narave in ne bi prejudicirali, po mojem, nujno neke koalicije. Ne? Drži. Jaz celo v eni točki mi je Janez Cigler Kralj žal, da bi se ga dal skurt za to pozicijo in potem, da bi mogel odstopiti, ker on je recimo naslednja stopnička, kot zdaj bil vodja poslanske skupine in naslednja stopnička je predsednik državnega zbora, ker on je postal v vseh teh letih, razen tisto, kar je bil minister, je postal en tak izkušen parlamentarc, bom rekel. No? In mislim, da je sprejemljiv lahko za širok spekter. In pravzaprav se pa tle s Sebastianom strinjam, ni pa to garancija ali pa ni pa to napovednik česarkoli. Jaz celo mislim, da če bi bil predlagan Janez Cigler Kralj, pa da imamo tako situacijo, kot jo imamo ta moment, bi Cigler Kralj verjetno dobil vse glasove, razen svojega mogoče. Je pa zanimivo, ker ne bi Golob ne bi na tem sestanku, ki ga je Logar zapustil, na zadnjem sestanku rekel, naj vsaka stranka, ki je tukaj prisotna, predlaga svoje kandidate. No, ampak tle vidiš politični amaterizem človeka, ki misli, da sedi na seji direktorjev GEN-I in je razdelil naloge. Še kdo bo desert ali kavo. V torek se pa spet dobimo, pa bomo videli, kje smo. Han je včeraj pa, tisti priložnosti z izgovni konferenci, ki je imel, čeprav ga to niče ni vprašal, rekel, da SD ne bo predlagal dobenega kandidata. Se pa ni upošteval, da vodil Goloba ali kako. Ni upošteval, verjetno Han ima malo več političnih. Pa zaveda se tako. Zaveda se, da ne. No, se jih to sem hotel reči. Ima malo več da ne bi bilo realno. Kilometrine kot Golob in verjetno ne bo šel enega od svojih tam Kurt pa blamirati. To se pravi, če te jaz pa razumem, ti obstaja celo možnost po tvoje, da Golob sploh ne bo kandidiral za mandatarja. To ne bo šlo na volitve za mandatarja. Če bo trezno premislil in razumel, da bi blamaža, kot jo je doživel recimo Janković po tisti zmagi 2011 in je potem pokopala vse možnosti nekega nadaljevanja, če bo znal skalkulirati, da bi ta poraz slabo vplival na morebitne predčasne volitve, mislim, da bi se lahko od tega tudi umaknil, da ne bi šel tvegati. Vprašanje je, koliko se bo zanašal na morebitne tajne nakupe in ali bo verjel, da je dovolj glasov dokupljenih. Če bo verjel, da vem, Jankoviću oziroma Črnčesu, ki mu bo ta prinesel spisek poslancev. Jankoviću in domačemu gledalcu naj ne verjame, bi človek rekel, ker tista dva sta nista objektivna. Dobro, začeli smo Natašo Pirc-Musar, da končamo z Borutom Pahorjem. Zdaj videli smo, jaz mislim, da je prva aprilska šala, ampak očitno je zdaj postal Žirant. Jaz bi tle kar končal, da je. Žirant šova, Slovenija ima talent. Ne, kot je lepo povedal, on ni več v politiki, je v poslu, je vplivnež, je marketingar in mislim, da je to njegov osebni marketing, pa to so tudi zadeve, ki mu dejansko ležijo. Skratka, ti si zadovoljen, da je postal. Mislim, zadovoljen. Ne gledam teh oddaj, tako da ne vpliva name, razumem pa, da je končal politično kariero in da se ukvarja z nečim čisto drugim. Ampak je res nekaj končal to politično kariero. Niti besede ni izrekel ob teh volitvah. In po volitvah tudi ne. Dajmo mu mir tej moški obliki Urške Klakočar Zupančič, ali pa je Urška Klakočar Zupančič ženska oblika Boruta Pahorja, naj uživa v tem, kar delam, ampak mislim, za politično oddajo res verjetno več ni relevanten. Zdaj, ker se omenil Urško, pritožuje se, da so ji potaknili neizvoljiv okraj. Ne, ona je pa, mogoče samo ta stavko nje, mislim, to je smešno, kar govori. Ljubljana center. In zdaj moraš samo primerjati to izjavo, pa tisto izjavo, tisto jokajočo izjavo, da se je ona itak umikala iz politike. Čakaj, pa ne greš v center kandidirati kot levi kandidat. Pa ona v bistvu mogla sama iskati neizvoljiv kraj. Mislim, pejt v Škofjo Loko, dob 16%, bori se tam proti Žanu. Pa potem odideš kot gospa oziroma kot dama, ne pa tako kot zelo ceneno vse skupaj.
pa da je Golob ni poklical, pa da je mogla govoriti samo z generalnim sekretarjem stranke in podobno. Ne. Ta Mislim, punca. čisto verjamem, precej ampak deplasirano, mislim, ampak da vse to se verjetno je verjeti. irelevantno. No, Konec- pri njej pa je konec nekega poglavja, da Smo rečemo, pa ne. nekaj doživeli, ne? Pri njej smo pa res doživeli narodno enotnost, torej, ne, kar se tega tiče, to, da ni bila izvoljena. No. To pa je ena od narodnih enotnosti. Dobro, Sebastian pa Mira, najlepša hvala. Ne. Mi se vidimo spet prihodnji torek v novi uri Resnice, do takrat pa ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.